Ja, pozdravljeni in lepo vabljeni na webinar za moderatorje bralnih klubov, ki ga organiziramo zdaj že četrtič oziroma ciklus webinarjev, ki zajema 4 zahtevnostne stopnje: začetno, nadaljevalno, izpopolnjevalno in višjo izpopolnjevalno, kjer se ukvarjamo na posameznih stopnjah z različnimi aspekti bralnih klubov. Naprimer, na začetni stopnji seveda začnemo od začetka, torej kako ustanovimo bralni klub, na kaj moramo biti pozorni in predvsem kako animiramo ljudi za to, da preberejo knjigo in se udeležijo bralnega pogovora. Kajti bralni klub je predvsem bralni pogovor oziroma druženje v bralnih skupinah. Webinar za moderatorje bralnih klubov, če malo še povem nekaj besed o zgodovini, je nastal zaradi evropskega projekta oziroma projekta, ki ga je podprla Evropska unija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, ampak ta projekt smo kasneje, ker se je pokazalo, da je potreba zelo velika, še nadaljevali, tako da zdaj to počnemo že 2 leti. Posebnost tega webinarja je, oziroma spletnega seminarja je, da ga vodimo 4 mentorji, ki uporabljamo metodo, ki smo jo poimenovali enaki med enakimi. To pomeni, da se na spletnih srečanjih z udeleženci predvsem pogovarjamo. Učno gradivo pa dobijo v pisni obliki, da ga lahko v miru preberejo doma. Tako da skratka, webinar je zelo časovno varčen, ker vsebuje 2 srečanji po 2 šolski uri, torej 1,5 ure, in pazimo tudi, ker se zavedamo, da vsi živimo v svetu, kjer ste obremenjeni, tudi pazimo, da vam ne naložimo preveč dela za doma. Tako da vabimo, da se pridružite in predvsem zakaj je pomembno, da se srečujemo v bralnih klubih in pogovarjamo o knjigah. Glavno oziroma najbolj pomembno odkritje oziroma ugotovitev, do katere smo prišli v teh 2 letih, odkar razmišljamo o smislu branja in o smislu pogovorov o knjigah, je namreč to, da samo branje knjig ni dovolj. In zdaj mislim s tem tiskane knjige, zato ker tiskana knjiga omogoča koncentracijo, ki je digitalni mediji ne omogočajo, oziroma se nam je lažje koncentrirati. To ni dovolj. Mi smo pozabili nekako v tem hitrem svetu, smo pozabili, da se je v knjigah treba pogovarjati. In zakaj? Zato, ker nas pogovor osrečuje.